Draga Lara, lepo dobrodošla na Aroma podcastu. Kot veš, tukaj pač strokovnjaki z različnih področjih delite svoje znanje, izkušnje, pa v bistvu tudi ne take drobne dnevne prakse. Jaz jim rečem rada drobni dnevni rituali, ki mogoče, če bi kaj enkrat naredil, ne naredi tako velike spremembe ali pa nekaj, en tak domino efekt v tvojem življenju. Po drugi strani pa, če pa to delaš na dnevni ravni ali pa čim večkrat, tudi brez tega, da se, bom rekla, obremenjuješ s perfekcijo, ker rajš 3-krat na teden naredi, kot pa nikoli, ne rabiš zdaj 7-krat na teden ali pa pač večkrat na dan. In tudi ti si ena tistih oseb, ki je meni zelo draga, taka mlada ženska, stara duša, z v bistvu zelo močno življenjsko osebno zgodbo. Poleg tega, da si učiteljica tudi prvih razredov osnovne šole, imaš tudi ogromno izkušenj iz poučevanja, oziroma jaz velikokrat rada rečem, da učitelji ste tisti, ki po mojem velikokrat tudi veliko bolj vzgajate naše otroke, ker ste z njimi praktično več časa v dnevu, kot pa skoraj mi starši, tako da imaš eno tako lepo poslanstvo. Pa družina najo še ta ljubezen do eteričnih olj. Tako da zato sem rekla, lej, Lara, mislim, itak si taka ena moja dušna sestrica, da lepo, da prideš, pa da naredimo en tak sproščen pogovor, pa da mogoče še komu, vsaj komu, tudi mogoče dava neko orodje, nek pripomoček, ki ga bo našel kot svojega, če ga pokliče in mogoče tudi izboljša življenje, kot je tebi, kot je tudi meni na nek način podobno. Tako da dobrodošla danes. Hvala za tako lep napoved, predstavitev. Sem zelo vesela, da sem tukaj, to izkušnjo, in se veselim, kaj se bomo danes odkrili skozi ta pogovor, povedali naprej. Mogoče, kaj ti lahko poveš o sebi, mogoče svojo zgodbo, kot čutiš? Pač v bistvu prvotno, moje prvo poslanstvo je biti mama, žena, potem sem pač učiteljica, ampak dostikrat rečem, da s tem, ko sem rodila svojo hčerko, sem takrat sebe še enkrat rodila, ker sem imela pač na zdravju kar hudo preizkušnjo. Sem imela diagnozo avtoimune bolezni in imela sem sicer že neko predznanje o tem delu na sebi, dajmo tako reči, pač moč misli, meditacije in tako naprej, ampak sem bila res v nekem spoznavanju in takrat, ko sem bila res v bolnici, ko se moje stanje nekako ni izboljšalo, sem v enem trenutku dobila kot nek preblisk in sem rekla, ok, gremo probat, in sem imela že naslednje jutro, ko sem samo pač začela si govoriti, zdravim se, moje telo je boljše, sem točno na pravem mestu, ko sem nekako prvi korak se mi zdi, da sem sprejela situacijo in potem sem začela obračati, iti v rešitve, in je bilo že naslednje jutro stanje res bistveno bolje in so bili tudi zdravniki pač presenečeni, kaj se je zgodilo zdaj iz včeraj na danes. In potem mi je dalo to nek zagon, da sem to potem začela ponavljati, se recimo zbujala pred vizito, pisala pozitivne misli, in tako naprej, in potem si sledilo še pač nadaljnje zdravljenje in mi je to bilo kot ena, bom rekla, tista opora, da takrat, ko mi bilo res težko, da sem pač našla neko notranjo moč v sebi, in ko sem pa videla, kako to meni prinaša neke rezultate, sem rekla, nekaj moram s tem narediti. To bi bilo res super, da dam naprej še otrokom, ker sem pač malo šla spet delati in sem se odločila pač kar čez noč, da bom naredila motivacijske kartice, ker pač ta moč besed je tisto, kar je meni dalo tisto osnovo, da sem potem skozi vse te stvari spoznala še ostale tehnike, in mi je to še vedno afirmacije in pa hvaležnost sta moji najljubši tehniki, in sem to začela vpeljevati potem tudi v odnose s svojo hčerko takrat in pa tudi v razred, in mi je bilo zelo zanimivo tudi pač opazovati, kako oni to sprejemajo, in ugotovila sem tudi, da otroci veliko teh stvari že naravno vejo, imajo v sebi in to kar pač posrkajo. Tako da sem potem začela razvijati to pot tega fantastika,
Ja, in sem vesela, no, da se mi je odprlo to področje preko te izkušnje in da sem v bistvu to, kar čutim sama, začela podajati tudi naprej. Zdaj, kartice imamo tudi tukaj, mogoče lahko tudi kar pokaževa fantastiko kartice. Ja. So motivacijske kartice, ki jih je Lara pripravila. In tako kot je že sama rekla, so pozitivne misli, afirmacije. Jaz lahko iz svoje izkušnje povem, da ko sem te spoznala, jaz sem to že večkrat gledala v lokalni naši občinski papirnici, sem rekla, dobro, kaj bi s tem, ne vem, a ne. Ampak pol, ko sem te osebno spoznala, in se mi zdi, da je to tudi dostikrat, ko rabimo ob pravem trenutku srečati nekaj, ali pa takrat je pravi čas, no, ali dozori kakorkoli. In da sem si to vzela in mi smo sicer, vem, da je veliko načinov uporabe, ampak največkrat smo se takole zjutraj svečko prižgale, ja, recimo, zdajle imam tudi svečko, ko smo jo sami delali, smo si svečko pri zajtrku vzele in tudi v bistvu nam je malo bolj pomagalo narediti jutra tako lepa, tudi da sta se punci malo umirili, ker pač zdaj sta že praktično najstnici, tako da biti v kopalnici zjutraj je ena najstnica, druga najstnica, to je lahko zelo burno, ker pač vsaka bi nekaj po svoje, pa ne bi druge imele zraven, pa je moti. Glavno, da smo pol rekli, nič pol pri zajtrku skupaj se usedemo, pol vsaka potegne kartico, kot za eno tako vodilo dneva, itak, da ni bila samo ena, ne, da pač ste si morali, pa smo omejili na 3, da ste si 3 vzele. In je točno tako, ne, kot sama vedno učim. Če tega nimaš na tistem mestu, kjer boš uporabil, ne uporabiš. In meni je tudi, ne, ko delaš korake naprej in rasteš, ko si ti malo to osebno rast opisala in prenašaš še naprej tudi otrokom, tudi v svoji družini, da je zelo pomembno, no, se mi zdi, da imamo stvari, ki jih želimo uporabljati tam, kjer jih želimo pač dejansko uporabiti, drugače bo šlo mimo, a ne. In dan gre lahko naprej z njimi, če to uporabimo čist drugače, kot pa če tega ne uporabimo. In zdajle, ko sem jih vodila s sabo na dogodke, seveda teh kartic ni na mizi, ne. Tako da seveda jih nismo uporabljali. In sem prav rekla, zdaj se bo, pač ko se je začela šola, absolutno pravi čas, da to postavim na tisto pravo mesto, a ne. Tako da mogoče lahko tudi nam poveš, kako ti uporabljaš te kartice, največkrat doma ali pa mogoče tudi v šoli. Mislim, meni je tudi mogoče najbližje ta, da izberem naključno kartico, ki jo tisti dan najbolj potrebujem, ker verjamem, da kadarkoli v dnevu izžrebaš eno kartico, dobiš točno tisto sporočilo, ki ga v tistem trenutku potrebuješ. In to pogosto potrdijo tudi in otroci in vsi pač uporabniki, ki tako čist mimogrede nekaj izžreba, reče, točno to sem rabil. In to je pol tisto moje neko, danes rabim podporo tukaj, hvala. In ali če nekem nastavim, mislim, da te misli jaz poznam in si potem to ponavljam skozi dan. Sama sem recimo, ko sem se pripravila, ne vem, na kakšne preiskave, pa te stvari sem si že teden prej ven iz kompleta izžrebala tiste, ki so me najbolj podprle in sem imela kot to nek svoj osebni ritual, da sem, bom rekla, trenirala svoje misli, da bi recimo, če bi prišla neka situacija, nek test, bi jaz rekla, ok, ne, to je zdaj samo situacija, ne vem, moje telo je zdravo, danes je moj najboljši dan, ne vem, okrog mene so pravi ljudje in tako naprej. In je bila to tista moja varovalka, da če bi slučajno padla v nek strah, da sem se hitro nazaj dvignila. V razredu pa uporabljamo to čisto na različne načine, najraje, oziroma se mi zdi, da nekako najbolj se povežemo, če v krogu, jutranjem krogu z učenci potegnemo ali vsak svojo kartico, pa se potem pogovorimo z učenci, kaj za njih to pomeni, zakaj so ravno to dobili, pa si samo pač preberejo, pa to recimo že vaja branja. Potem pa načeloma izžrebamo tudi kartico dneva in jo damo pač na našo mesto na tabli in nas nekako čisto tako spodbuja skozi cel dan. Včasih pa uporabim tudi recimo pri književnosti, pri matematiki ali pa če vidim, da kdo potrebuje dodatno podporo, kar tako jaz izberem tisto, ki vidim, da bi ga podprla, mu dam na mizo. Dovolim in tudi, da recimo te kartice, ki jih izžrebajo zjutraj, da jih imajo cel dan pri sebi, če želijo. Nekaterim to ogromno pomeni, sploh pred kakimi ocenjevanji, drugim pač malo manj, ampak se mi zdi, da vseeno to z njimi nekako raste in jim da neko podporo v ozadju in se tudi na ta način gradi ta samozavest, ta vera vase, iskanje drugih rešitev, ven iz tega ne morem, ne znam, ne gre mi.
teh negativnih sporočil, ki jih že itak imamo nekako v sebi na vsakem koraku in to poslušamo, da začnemo tudi to malo drugače razmišljati in dajati. Razmišljati. Tudi oni vidijo, da obstajajo drugačni pristopi in da tako kot rečejo, ne morem, lahko rečejo zmorem. In če dolgo časa ponavljaš, to mi ne gre, pač boš ostal v tem ne gre mi, ne? Ta zmorem pa pomeni, ok, v tem trenutku mi to še ne gre, zdaj bom jaz pač mogel narediti določene korake, ampak jaz zmorem, tudi zdaj, ko še ne vidim cilja, ne? In to je tisto, kar jim jaz želim dati naprej za življenje. Ne glede na to, kako težka situacija, vedno obstaja rešitev. Ne? Za vsako stvar obstaja rešitev. Pa vedno imamo moč izbire. To se mi zdi tudi ena pomembna misel. Lahko bila tudi kar vedno misel, ker se mi zdi, otroci velikokrat lahko rečejo in pol se jaz vedno vprašam, a sem jaz to rekla ali jaz to rečem nezavedno. Ne? Itak je to vse življenjsko učenje. Ampak v smislu, ja, ni rešitve. Ja, seveda je in več kot ena. In že to, da veš, pač najde to pot. Zdaj prej preden so začeli snemati, so se pogovarjali, pa mi je bilo tako lepo, ko si pač razlagala pravzaprav o moči misli, to, kar je najina rdeča nit pogovora danes. In koliko jaz velikokrat rada rečem puncama, da si lažje predstavljata, da misli so kot oblački, ki pač pridejo, pa grejo čez nebo, pa grejo. Zdaj recimo v meditaciji, pač, ko se učimo s puncama, vedno pač to treniramo, ker itak to ni pač poanta, da si brez misli, ker to se mi zdi, da ni cilj, ampak tako, da jih pač opazuješ in že to, da ozavestiš določeno misel, sploh pa, če veš, to ima tudi vedno povem, ena negativna misel napram 5 dobrim ima skoraj vedno premoč. Res imajo negativni mislim, neverjetno. Ja. Nižjo vibracijo, ne? Ja, in vlečejo dol. In se mi zdi, da čim to veš, da že to skušam učiti, se vem, da vedno ima ne gre, sploh ko si v afektu, itak tudi meni vedno ne gre, kot mami, kot ženski, kot osebi, mislim, se nima veze, ne glede na spol, da pač, ne vem, ne da znaš spustiti, ampak da preoblikuješ misel, da ozavestiš, da je negativna, da je to že velik korak, da po drugi strani pa vedno pa rečeš, kaj bi pa lahko isto povedal, ampak na pozitiven način. Če ne drugega, ne vem, govorim o mačku, ker sem ti razlagala, kako naj vodil dol zvečer in sem mu prej zjutraj rekla, kaj si bo danes tako nagajil, pa je tako, ok, Maja, da je vstal se. Želim si, da bi bil od zdaj naprej veliko bolj uvideven ali pa pač ne tako, pač, ker nam je res skoraj vse prevrnil in po nočna je vzbudil ob 3, pa nisem mogla zaspati. Pač, da ozaveščamo te naše misli in se mi zdi, da to lepo predaš to otrokom, ker si rekla, sama si rabila dolgo pot, da si prišla do sem kot odrasla oseba, kot zrela oseba, oni se pa tega nezavedno učijo. Se mi zdi to največja popotnica, ki jim jo lahko daš, čeprav mogoče zdaj ne vidiš toliko velikega učinka. Ja, se mi zdi, da včasih imaš ti v glavi, kako bojo oni to zdaj ful navdušeni nad tem, ampak pol čez čas, ko jih mogoče lahko pač v šoli imamo to možnost, da mi učiteljice, sploh te na razredni stopnji, potem opazujemo skozi celotno osnovno šolo, pa vidiš, kako vseeno en del tega nosijo s sabo. Mogoče ne na vseh področjih, ampak vidiš pol, kako zažari v nekih predstavi, kako bolj suvereno nastopajo, mogoče koga opaziš, da se zna bolj umiriti pred preizkusi in tako naprej. In pa če je to eden, je to že ogromno. Druga stvar, ki pa poleg pač moč misli, ki meni je najbližja, ki me najbolj nekako, ki je najbolj čutim, je pač hvaležnost in je pač tudi tu noter. Tako da pač zelo dostikrat začnemo poleg kartic tudi s to hvaležnost za vse, kar imam, hvaležnost za vse, kar imam, ampak da ni za to tisto, samo da nekaj našteješ, da se gre potem tudi nazaj v občutke, kdaj zares čutiš to hvaležnost, ker mogoče sem pričakovala, da bodo učenci rekli, pač otroci nasploh, te materialne stvari. In tukaj sem rekla, da oni imajo to podlago že kar prirojeno, zelo hitro, ko ti njim razložiš, kaj je ta hvaležnost, zakaj pač mi vsak dan smo lahko za nešteto stvari hvaležni, hitro ugotovijo, ki je ta glavni namen in začnejo za družino, za to, da hodim v šolo, da imam prijatelje, pa gremo mi še 2 koraka nazaj, da se pač nekako usidremo v sam prostor, da nam nekdo skuha kosilo. In potem pač
ko gledaš že na svoj dan drugače, ne, si bolj lahkoten, bolj srečen. In biti srečen, biti hvaležen, to so zelo visoke vibracije in danes je pa to težko. In to je tisti moj namen, ne, da učence ali pa svoje otroke tudi naučim biti srečen tukaj in zdaj. Poleg tega, da jim predajaš znanje matematike, slovenščine in tako naprej. Ampak tudi to, da lahko si tukaj, da se lahko učiš, ne, sploh takrat, kadar ti je težko. In potem je tu kombinacija raznih tehnik in tukaj so mi kartice super. Ne, okay. Hvaležna sem, da se lahko zdaj učim, nekdo je zdaj nekje, ki se ne zna podpisati. In pa že tu spremeniš cel svoj pogled na to, aha, ok, zdaj mi je to težko, ampak jaz to lahko, jaz imam to možnost, kaj lahko naredim. In greš že ven iz tistega začaranega kroga, ne grem in ne zmorem, to ni zame, vse je brez veze, ven iz primerjanja in tako naprej. In potem najdeš neko svojo pot do uspeha. Ne. Spet z majhnimi koraki, velike zmage, nič ni čez noč. In tako naprej. Ne. In bolj jaz ob karticah se tudi dostakrat poslužujem kakih primerov znanih oseb, nemo reči športnikov, ker mogoče oni njih vidijo kot neke res velike osebe, ko so zelo uspešni, ampak gremo pa skozi te misli, tudi oni imajo pač zelo pozitiv način razmišljanja, kdaj, takrat, ne vem, ko ne zadenejo gola in tako naprej. In potem to lažje razumejo, kaj pomeni pozitivna misel in kaj ti to prinaša na dolgi rok. Super. Zdaj rekli smo, da bomo še kaj povedali tudi o tvojih izkušnjah z eteričnimi olji. Mogoče lahko opišeš svojo najmočnejšo, no, kaj jo imaš? Jaz recimo nisem prej tega poznala, oziroma pač vedela sem, kaj so eterična olja, ampak na ta res poglobljen način sem spoznala preko tebe. In imam v bistvu dve najljubši stvari. Ena je pač to je magnolija, ki mi res lepo diši in to jaz uporabljam namesto parfuma, oziroma pač, da se zjutraj dam. In moram reči, da imam tudi jaz večkrat v dnevu kakšne trenutke ali s svojimi otrokoma ali v razredu, kot je res tisto, zdaj pa več ne morem. Ne. In mi dostikrat pomaga ta vonj, okay, imam svojo moč, dihaj, umiri se, počakaj, da mine, zdaj tale nevihta, pa pet od začetka. In me ta vonj spomne na to svojo notranjo moč, da ne grem v eksplozijo, dajmo temu reči. To je ta moja, pa tudi ta ženstvenost, že ko si to recimo mažem, si dostikrat rečem, danes je moj super dan, spet uporabljam moč misli, afirmacije, rada se imam, te stvari, se nekako vse s tem povezujem. Potem imam pa tudi ta komplet za otroke, ki ga uporabljam tudi na fantastiko delavnicah, otroke predstavim čisto tako, da si sami izberejo, kaj jih pokaže. Kateri vonj jih pokliče, potem se pogovorimo zakaj, pa jih pa povem, kateri je zakaj podporen. Tudi zelo je zanimivo njih opazovati, ko reče, meni pa ta ful diši, on reče, meni pa sploh ne, in pa vidijo, ne, da kako smo si mi različni in da je to čisto okej. Potem pa včasih naredimo kakšne dihalne vaje ali pa kako preprosto meditacijo. Ampak moj še skozi najljubši je pa recimo z mojo hčerko, sploh v teh jesensko-zimskih časih, jesensko-zimskem času, ko včasih imamo težje iti v posteljo in potem si midve narediva tak svoj ritual, se zahvaliva, se pogovoriva, kaj bo lepega tisti dan. Potem si ona izbere en oljček, pa jaz z njo naredim tako preprosto masažo ali obraza ali tako rok, stopal, potem pa ona to meni naredi nazaj in si to zelo fajn zdi in pol kateri oljček si boš ti izbrala. In se mi zdi to ena res skupna točka, ki pokriva več stvari. Hkrati spet to učenje, ne? Kaj je bilo danes dobrega, osredotočenje na dobro povezovanje med nama, tudi ta komunikacija in pa pač ta eterična olja, ki te dejansko mirijo, ki te nekako povežejo s sabo, z vsemi čutili, ne, se pravi vonj, vonj, dotik in potem seveda pač se čisto umiri in hitreje zaspi, lažje zaspi in tudi bolj mirno spi. Tega bi izbrala kot svojega najljubšega, ker je pač res eno tako povezovanje in nekaj, kar nam bo pač ostalo za naprej, ne, pač neka ta vez, ki je gradiva najin odnos.
To so meni najlepše zgodbe. In to, kar je moje poslanstvo, res tako, pač to je pol tista nagrada, se mi zdi največja, poleg tega, no, da je to dejansko moje ne življenjsko delo, ampak res poslanstvo. Tako da ful rada poslušam te zgodbe, vsakeč mi tako prijetno. V bistvu to, kar si opisala dve pomembni stvari, ki jim sicer strokovno rečemo aromatično sidranje, to je tisto, ko pač dve nepovezani stvari, zdaj v tem našem aromatičnem sidranju pač pomeni eterično olje, recimo, ko si opisala magnolijo, pa pozitivne misli, povežemo in v bistvu, zakaj to deluje? No, to se mi zdi, da premalokrat tudi jaz povem, ker se mi zdi samoumevno, da vonj, je v bistvu čutilo voha, je pač edino, ki lahko pripelje v možgane v 20 sekundah, v ta primarni limični del možganov, ta trigger čez nohalni živec, ne da gre čez ta kontrolnik misli, to je naš ras, rečemo kot ena taka, ne vem kaj ne rečem, center za usmerjanje misli, ker mi čutili, z vsemi pač dobimo, mislim, da, če se prav spomnim, preko 2 milijona nekih zaznavanj, se pravi voh, tip, kar si ga tudi opisovala pol kasneje, itak vid, okus, in sluh, pa še dobra intuicija, če bi lahko rekli kot 6. čut, ampak dejansko pol skontrolira in pusti v možgane le okrog 2000. To se pravi, koliko zmanjša v dnevni ravni teh zaznavanj, ker mi ne bi bili zmožni tega sploh sprocesirati. In meni je najbolj noro vedno znova, ker se mi zdi samoumevno pač res na glas povedati, da čutilo voha gre pa direkt mimo tega kontrolnika. To se pravi, vonji gredo pa vsi do limbičnega dela možganov, kjer se uravnavajo pač te nezavedne stvari, kot je, ne vem, kako hitro dihaš, občutek, ali treba bežati ali se bojevati, pač tista čist primarna plazilska reakcija, rečemo prvata, ali pa recimo, kako hitro na srce bije, srčni pritisk, potem tudi krvni tlak, oziroma na tej strani, In se mi zdi tako fajn pač to na glas povedati, ker tle imajo eterična olja, v smislu vpliva na naša čustva največjo moč, In še s to tvojo tehniko moči misli se mi zdi, me je v bistvu največkrat tako uporabno, da se vsaka zbere tistega, ki diši, ker to pač fizično, umsko, čustveno ali srčno pač najbolj trenutno rabiš, No pa zadnjič ravno imela eno fino debato tudi na to temo, nekaj, kar ti zelo smrdi, pa jaz sicer ponovadi rečem, tega ne rabiš, pravzaprav je pa stvar veliko globlja, tako da mogoče lahko ti pomisliš, če ti kaj res ful smrdi, ker je recimo vsako olje podpira določena čustva, kar je osnova fitoterapije. Recimo to sicer zelo dobro poznamo pri homeopatiji, pa pri Bachovih esencah, in pol velikokrat te strokovnjaki, ki so samo v teh ful pozabijo, da tudi eterična olja so del fitoterapije, torej rastlinske terapije, in je enako, delujejo pri vzroku in delujejo pri čustvenem vzroku velikokrat. In če je neki čustven vzrok pretežek za nas trenutno za obvladovati, handlati, nam bo neka stvar, čeprav bi jo rabili, noro smrdela. Tako da mogoče še ni čas za njo, ali pa bi jo morali zelo v malih, kaj ne rečem, voh variantah, količinah pač uporabljati. Tako da se mi zdi tudi ena taka stvar, in jaz razmišljam, kaj mi smrdi, Ja, vem, kaj mi smrdi, recimo koriander, In pač tudi vem, kaj prinaša, In čustveno pač, Tako da mislim, to bi bila lahko še debata še za en podcast. Mogoče torej magnolija tebi zelo diši, Ja, ampak tisto je, kako se reče, kot tudi v kadilih. Kadila, frankincense, mira, tisto. Ja, tisto mi je prav tako, Ker sem bila enkrat na eni terapiji in je dala, ki je izvajala v to eterično olje nekega, vonj je imela v nekem kadilu, ne vem točno katero, takrat prosim to ugasni, ker prav ne morem biti to noter, in tudi recimo ta kadila, ki so pač v cerkvi, recimo, ko ima župnik, Bog ne ve, da sem prvi vrsti. To je super, da si omenila, tudi jaz jih ne prenesem, in tudi sem govorila z župnikom, pač tam, kjer sem rejena, pa rekel, da veš kaj, Maja, te stvari tako prihajajo večinoma, kot ne vem, verjetno tudi se nima Kitajska sem slabih stvari, ampak v smislu, pač od kjer pride, to dobijo celo veliko stvari in jo pol pretresajo in je verjetno tudi veliko umetnega zraven, ni samo naravnega, Tako da se mi zdi tudi tle velikokrat, če te glava po nečem boli ali pa smrdi, da lahko da je umetno. Recimo, sem tudi zdaj dobila udarjeno
svečo, krasno, ona pač meni reče, da je pač iz voska čebeljega, da so naravne vonjave not, ampak to, ko odpreš, vidiš, če ne drugega po barvi voska, ker je bil čist bel, to se pravi, tam ni niti kančka čebeljega voska, ker omen, plus po drugi strani, če ne drugega, imam jaz doma indikator, naša najmlajša, ne gre na bruhanje, če dobi umetne vonjave, ne? In recimo ona je že zaprto, ker sem jaz tam prinesla, recimo rekla, mami, sem stran, da je to, kar ne moram niti blizu, na bruhanje mi gre. Tako da ja, je veliko lahko razlogov, zakaj nam nekaj, ali mogoče čustveno še nismo pripravljeni na obdelovanje tiska, ali pa po drugi strani, mogoče res tako, pred nečem, pred kolapsom, ker tudi detoks čustveni ali pa ne, mora biti vedno tako narejen, da te ne poškoduje še bolj, ne? Ker pač naše telo, um in misli so dale vsaka svoje čez in nismo vedno pripravljeni na vse, ne? Je boljš mogoče počasi s temi stvarmi, včasih pa tudi nikoli, kar tudi nič takega, ne? Je ful, hvala, jaz mislim, da smo šli čez veliko več stvari, kot smo si mogoče zastavili. Sem hvaležna, da si prišla danes, da smo poklepetali. Mogoče še kakšna zaključna misel, ki želi poslušalcem. Ja, jaz bi pač vsakemu želela, da si vzame v dnevu par tistih minut, najboljše zjutraj, in res začne z eno tako hvaležnostjo. Ni treba zdaj celega seznama pisati, ampak stvar ali pa dve, ki te res napolni tu noter, in potem poiščeš en razlog, zakaj je danes tvoj najboljši dan in se bodo stvari začele res spreminjati v vaših življenjih. Vredno je poskusiti večkrat in ko vidiš, da je vse samo v tem, kako pogledaš na stvar, in da nič ni samoumevno in da vsaka oseba, vsaka stvar, vse, kar pride vsak dan znova v tvoje življenje, je blagoslov in dar. Ja, to je v bistvu en tak point življenja, dajmo temu reči. In to nas v bistvu polni in osrečuje. Zelo lepo zaključno predano sporočilo, no? Da pač veliko nematerialnih stvari pravzaprav dostikrat samoumevno jemljemo, ne? Pa niso, to smo rojeni v tem času, v bistvu je veliko obdobje miru, v tako lepi deželi, čeprav se velikokrat radi potožimo, ki smo, pa kaj, pa vlada, pa mislim, da imamo kar veliko. Ja, in da v bistvu vsaka situacija, vse tisto, kar nas tudi nam ni všeč, je v bistvu naša priložnost, da mi iz tega zrastemo, je naše darilo. Mi moramo na to pogledati iz tega vidika. Verjamem, da nismo vedno zmožni tega takoj, ampak da si damo to priložnost in pa na koncu res dobimo to darilo. Veliko blokad je pravzaprav sem smernica v našem življenju, zdaj na nas pa je, ali to sprejmemo in objamemo in se srečamo. Hvala ti res, srčna, tako da še mogoče kaj. Srečno.